ne zaznajo po obroku, da so siti, ne. Lahko bi jedli kar skozi, nimajo neke prave mere ali pa imajo zelo take izrazite cravinge. On je baje cele noči sanja o tem, kaj bi on zajedel. To si sploh ne znaš predstavljati. Alenka Simonič, specialistka splošne medicine iz ambulante v Ormožu. Ti bolniki se kar hitro prepoznajo, zdaj seveda vedno bolj, zaradi vse te reklame in vsega tega. To so bolniki, ki že leta in leta imajo razne diete. Naše telo je narejeno za čase, ko je bilo treba za živaljo teč, da si jo ujel in da si jo lahko pripravil, zdaj pa sam stopiš do hladilnika, pa jo eno vzameš. Docentka doktorica Jana Makuc, specialistka interne medicine in univerzitetna diplomirana biologinja iz bolnišnice Topolšica in zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. Če pacienti v bistvu res počutijo zdravi, čeprav je, ko laboratorij pogledaš, je pol temno pobarvanega, ker so neka odstopanja, ampak njim to v resnici ni pomembno, ker jih ne boli. Visok pritisk ne boli, visok sladkor se v začetku ne boli. Urška Kšela, specialistka interne medicine, predstojnica oddelka za endokrinologijo in diabetologijo UKC Maribor. V ambulante prihajajo tudi, rečemo, predvsem mlajše ženske, ki si po medicinskih kriterijih še ne bi bile kandidati, pa to točno želijo samo zaradi estetskih razlogov. Zdravila deluje toliko časa, dokler jih dajemo, potem bo prišlo do ponovitve. In tokratna gostiteljica, profesorica doktorica Mojca Jensterle-Sever, specialistka interne medicine in vodja endokrinološke ambulante iz UKC Ljubljana. Debelost je mati vseh teh bolezni. Podcast Zdravniške zgodbe tokrat odpira eno najaktualnejših in hkrati najbolj kompleksnih tem sodobne družbe – debelost. Vsakič, ko odprem nek portal in pol piše zdravila za hujšanje, to niso zdravila za hujšanje, to so zdravila za zdravljenje debelosti. Ali res kar 300 000 Slovenk in Slovencev s prekomerno telesno težo živi z bolezensko debelostjo? Kaj to sploh pomeni? Trenutno niti nimamo pravih podatkov v Sloveniji. Kako živijo ljudje, ki nikoli ne občutijo prave sitosti? Ter vse o revolucionarnih zdravilih, ki niso namenjena hujšanju, kot je prepogosto napačno slišati, pač pa zdravljenju debelosti. Tak bolnik pride k meni čez nekaj mesecev, že z bistveno izboljšanimi izvidi in tudi sam dosti bolj zadovoljen. Najbolj všeč mi je to, ko stopi skozi vrata, tak duševno spremenjen, bi rekla, vesel, malo važen. In se mi zdi tako fajn, da nekako ljudi, ki so prej se toliko let mučili, nekako v sebi nosili neke take stvari, za katere sploh nisem vedela, da obstajajo. Pridejo veseli, ponosni. Dober dan, drage moje dame. Veseli me, da smo se danes lahko zbrali in da začnemo malo klepetati o debelosti. Urša, od kje prihajaš? Pozdravljena Mojca, pozdravljena Alenka in Jana. Sem Urša Kšela, specialistka interne medicine, prihajam iz oddelka za endokrinologijo in diabetologijo iz UKC Maribor. V svojem delu se srečujem predvsem z hospitalnim delom, v ambulantnem delu pa obravnavamo bolnike za sladkorno boleznijo, kamor v velikem procentu spadajo tudi bolniki z debelostjo. Po drugi strani pa se srečujemo v endokrinoloških ambulantah tudi pogosto z osebami z debelostjo. In ker bomo danes o tem govorili, sem vesela, da ste me povabili zraven v ta pogovor. Z veseljem. Jana, kaj pa je tebe pripeljalo do obravnave bolnikov z debelostjo? Ja, da se najprej predstavim, jaz sem Jana Makuc, tudi zdravnica internistka, večinoma se ukvarjam z zdravljenjem sladkorne bolezni, delam v bolnišnici v Topolšici in pa v zdravstvenem domu Ravne na Koroškem. V naših ambulantah je večji delež bolnikov, ki imajo sladkorno bolezen, ima hkrati tudi debelost. Tako da tam jih pravzaprav srečujem največ, se pa tudi sicer ukvarjam z zdravljenjem debelosti, ker se mi zdi to ena taka v bistvu zanemarjena bolezen v primerjavi z vsemi ostalimi, ki jih internisti zdravimo. Alenka, pa še tvoja zgodba? Ja. No, tudi, da se jaz najprej predstavim, jaz sem Alenka Simonič, prihajam iz Ormoža, kjer delam kot družinska in urgentna zdravnica. Sem se pa začela z debelostjo ukvarjati predvsem zato, ker sem bila pred nekaj leti primorana pasti najprej v zdravljenje sladkorne bolezni zaradi pomanjkanja kolegov internistov na mojem terenu. Kasneje pa se seveda ob
patoloških bolnikih se je izkazalo to, da jih je ogromno pretežkih, imajo debelost. Poleg tega pa se vsak dan v ambulanti srečujem s svojimi vsemi izbranimi bolniki, ki v mojem koncu imajo mnogi kar preveliko težo, tako da enostavno sem padla v to. Lepo, vemo, da imaš ogromno izkušenj, tako da se veselimo danes, da jih podeli z nami. Jaz sem pa Mojca Jensterle-Sever in prihajam iz kliničnega centra, oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove. Zdaj, naša klinika ima pa kar dolgo tradicijo z obravnavo bolnikov z debelostjo. Naprimer, že profesor Mahkota je leta 1963 na enem podiplomskem seminarju na Tavčarjevih dnevih zelo jasno in močno opozoril na problem debelosti v Sloveniji. Potem sem pa brala malo zgodovino medicine in sem videla, da je bila v bistvu prva ambulanta za obravnavo bolnikov z debelostjo na naši kliniki ustanovljena že leta 1975. Tako da takrat so se moji učitelji temu področju začeli posvečati. Od leta 2014 pa pod vodstvom profesor Janoža veliko delamo na debelosti in obravnavi bolnikov z debelostjo, predvsem preko raziskovalnega dela, in to že bistveno prej smo v bistvu preizkušali in raziskovali ta zdravila, ki so zdaj tako popularna, in njihove prehodnike v znanstveno-raziskovalnem delu. Danes je pa seveda tako, kot vaš vsakdanji kruh, v bistvu ta debelost vsak dan prisotna v naših ambulantah. Zdaj, to nas seveda ne preseneča, glede na to, kako je razširjena debelost v svetu in pa tudi v Sloveniji. Urša, kaj praviš? Ja, kar 20% je prevalenca debelosti v Sloveniji, malo regijsko različna, nekoliko višja v vzhodnih predelih Slovenije, nižja na obali v Ljubljanski regiji, ampak vseeno 20% je zelo visoka prevalenca. Če vedno rada sporednice vlečem z sladkorno boleznijo, govorimo o zelo prevalentni bolezni, ki je 6-7%. Imamo cele zdravstvene time namenjene samo za bolnike z sladkorno boleznijo. Če gledamo, kako velik je ta problem, se mu moramo res začeti bolj posvečati, absolutno, in sem vesela, da smo se mu. Ja, zdaj, če to spremenimo v številke, ne bi bilo to kar okrog 360,000 Slovencev. A pa se vam zdi, da zdaj so res vsi ti ljudje, ki imajo indeks telesne mase nad 30, bolni, da zdaj govorimo, da toliko ljudi živi z neko novo boleznijo, debelostjo, ali mogoče moramo malo bolj natančno pogledati, kaj se dogaja z temi številkami, kaj te številke sploh pomenijo. Jana, kakšen je tvoj pogled na to? Ja. A je res 20% Slovencev bolnih in ima bolezen debelost, ali mogoče? Ne. Indeks telesne mase zgodovina nastanka tega indeksa je tudi dolga pa zelo specifično povezana z nekimi zavarovalniškimi pravili, iskanjem nekega povprečnega človeka. Indeks telesne mase je seveda merilo, ki je res zelo populacijsko, se pravi za neko okviren pregled ali pa pogled v stanje v populaciji, medtem ko za res individualno oceno, da nekomu lahko rečemo, da je oseba z debelostjo oziroma da živi z debelostjo, je pa potrebno to res precej bolj natančno pogledati. Zdaj, ali z nekimi antropometričnimi meritvami, obseg pasu, razmerje med obsegom pasu, višino. Potem v recimo vseh centrih za krepitev zdravja imajo analizatorje telesne sestave, kjer pač nad določenim procentom telesne maščobe, se lažje o tem pogovarjamo. Tako da v vsakem primeru je treba to bistveno bolj natančno pri vsakem posamezniku opredeliti. Ne moramo kar generalno gledati, da govorimo zdaj o 20% ljudeh, ki so bolni. Se pravi, indeks telesne mase neka vstopna točka, potem moramo pa predvsem potrditi, da gre res za neko presežno maščevje, da ni ta indeks povečan na račun puste mase, mišične mase. In predvsem nek zelo pomemben premik se začel dogajati zdaj v zadnjih letih razumevanja te bolezni, da bomo počasi postavili te tehtance v kot, pa bojo postale malo manj pomembne, in da bomo ocenjevali zdravstveno tveganje in pogledali, kdaj pa zdaj to presežno, napačno razporejeno
maščobe, ki ne deluje več pravilno, okvarja zdravje. In šele takrat bomo rekli, da pa ima neka oseba bolezensko debelost. In te ljudi moramo zdaj začeti na novo iskati. Tako da jaz mislim, da trenutno niti nimamo pravih podatkov v Sloveniji, koliko ljudi sploh živi z bolezensko debelostjo. Samo populacijske ocene, indeksa telesne mase, ampak to je danes že nekaj zastarelega pri obravnavi bolnikov z debelostjo. Mogoče pa je tule mesto, da malo poudarimo, kakšna je razlika med debelostjo, predklinično debelostjo, se to pa v bistvu no, da ker malo te nove pojme lahko malo komentiramo. Se pravi, zdaj na novo ločujemo dve vrsti debelosti. Najprej vedno, tako kot smo poudarili, je potrebno po indeksu telesne mase sploh potrditi presežek maščevja. Najbolj enostavno je to s šivirskim metrom, da se vidi, a je to maščevje razporejeno tukaj visceralno, kot to tisto abdominalno maščevje okrog notranjih organov, ki je presnovno, zelo škodljivo in pomeni čisto nekaj drugega, kot če se to maščevje nalaga na bokih ali pa v spodnjem delu telesa. Tako da to je prvi korak. Potem je pa zelo pomemben, da naredimo pa drugi korak, kjer pa dejansko moramo bolnika, tako kot pri vsaki drugi bolezni, natančno izprašati, pogledati, narediti laboratorijske preiskave, po potrebi še nadgraditi to diagnostiko in vidimo, kdaj ta presežek maščevja že okvarja zdravje, kdaj pa predstavlja mogoče samo dejavnik tveganja, kjer moramo pa zelo okrepiti življenjski slog in tazga bolnika spremljati. Tako da bistveno premalo je, da se recimo intenzivno zdravljenje tudi zdravili uvaja samo na podlagi indeksa telesne mase in to bomo počasi, to prakso bo potrebno izkoreniniti. Zdaj pa ogromno se govori o tej debelosti, tako da to ljudje slišijo, celo na plakatih se zdaj o tem govori. Pa me zanima, kaj naj naredi človek, ko v bistvu se prepozna, si izračuna indeks telesne mase, vidi, da je prekomeren in se začne zdaj spraševati, kje naj se to njegova pot začne. Ali mora iti k zdravniku, ali ne, ali bo zmogel sam nasloviti to telesno maso. Alenka, kakšne izkušnje imaš ti? Kdaj pridejo ljudje do tebe? Zdaj pri nas je malo drugače, mi smo že na neki specialistični ravni, pri nas ponavadi zdravniki z primarne ravni napotijo bolnike k nam. Zdaj, kaj so pa vstopne točke oziroma te motivacijski momenti tvojih bolnikov, da te poiščejo? Moji bolniki pravzaprav itak hodijo k meni tudi zaradi takih drugih stvari in jih ves čas spremljam. In zanimivo je to, da ti bolniki se kar hitro prepoznajo, zdaj seveda vedno bolj, zaradi vse te reklame in vsega tega. Ampak večina zgodb je vedno takšna. To so bolniki, ki že leta in leta in leta imajo razne diete, dostikrat se tudi ukvarjajo z športom, si izbirajo neke aktivnosti, ki jih bolj ali manj zmorejo. In potem v nekem trenutku ali sami vidijo, da več ne gre, ker se pridružijo neke določene bolezni, ali pa enostavno jaz mogoče to zaznam, ampak v vsakem primeru pa imajo danes vsi prebivalci po 40. letu se avtomatsko kličejo na ene take referenčne preglede, kjer se bolnike med drugim še vedno tudi tehta, meri se jim tudi obseg pasu in se že takrat take bolnike, ki so drugače zdravi, ki imajo samo mogoče presežek neke teže, se jih že zdaj redno poskusi napotiti v te centre za krepitev zdravja, za katere pa sicer slišim, da je po Sloveniji zelo različna dostopnost do tega. V mojem, tam, kjer jaz delam, je to naslednji dan. Slišala sem, da v nekaterih večjih mestih se celo leto dni čaka na te razne delavnice, programe. Tako da in potem tudi mi, družinski zdravniki, probamo dati neke take, bom rekla, nasvete, če je za to prava beseda, kako se gibati, kolikokrat na teden je treba se gibati, kakšna hrana je najbolj primerna mogoče, take stvari. Tako da, to so vedno tisti prvi ukrepi, ampak mi je pa zanimivo to, koliko ljudi dejansko vedno neke diete dela, To mene najbolj presenetilo. Mene tudi, imamo neke predsodke, zdaj mu bom pa nekaj novega povedal o gibanju, o prehrani, ampak potem, ko se pogovarjajo s temi ljudmi, vejo bistveno več od tebe, celo življenje se že s tem borijo, nešteto poskusov takih resnih, res. Pa ne gre. Zdaj, Jana, zakaj ne gre?
Zakaj bomo slišali te zgodbe? 10-krat sem že poskušal shujšati, 150 kg sem vsega skupaj že dobil, ampak vedno pridobil nazaj. Kaj? Ja, mi še vedno nekako imamo v glavi neka prepričanja, da je teža povezana s tem, koliko nesemo pa koliko porabimo, da je to v bistvu zelo neka enostavna stvar in da ljudje nekako nimajo prave kontrole nad tem, koliko nesejo in ne dovolj porabijo, ne. Stvar je pač seveda precej bolj kompleksna, kot v zadnjem času opažamo. Jaz sem zelo vesela, da se to področje razvija, gre pa za celo biologijo v ozadju, kjer imajo glavno vlogo možgani z hormoni, ki jih izločajo. In za delovanje v tem okolju trenutnem, ki seveda ni narejeno za naše telo je narejeno za čase, ko je bilo treba za živaljo teči, da si jo ujel in da si jo lahko pripravil, zdaj pa sam stopiš do hladilnika pa jo ven vzameš, a ne. Cel kup nekih substratov uporabljamo, ali pa so dostopne v okolju, ki vplivajo v bistvu na naše telo, na spreminjajo našo genetiko pravzaprav na neki način, a ne. In kombinacija vsega tega pol na koncu doda še nekaj v ozadju, kar je bistveno več od te enostavne enačbe, ki smo jo, za katero je zelo veliko med nami, nas še vedno, ali pa ljudje še vedno prepričanih, a ne, se pravi, da imamo vnos pa porabo. Nič biologije v ozadju, nič okolja, ne, to je pa to, kar se pač zdaj v tem času se je pokazalo, izkazalo, ali pa smo dokazali, da je zelo pomembna, bistveno bolj pomembna, kot smo mislili, a ne. Ja, v tej vlogi možganov se še mi na faksu recimo nismo nič učili. Prav nič. Zdaj se pa res čist na novo razume to bolezensko debelost in vemo, da v bistvu možgani uravnavajo našo tisto maksimalno maščobno maso in to predvsem preko regulacije apetita. To je značilno za človeka. Pri živalih recimo bolj možgani vplivajo na porabo energije. Pri ljudeh pa se ta nastavitev maksimalne maščobne mase uravnava predvsem preko apetita. In zdaj to je tako, kot si rekla, zelo, zelo kompleksen proces. Možgani pobirajo signale iz maščevja, iz trebušne slinavke, iz črevesja, zato da dobivajo informacije, kdaj imamo mi dovolj zaloge energije, kdaj dovolj hrane pride v telo in sporoča možganom, zdaj pa dovolj, ustavite apetit, nehajte jesti. Ampak kaj se pa zdaj zgodi pri ljudeh, ki živijo z debelostjo? Recimo zelo dobro znan je hormon leptin, ki vemo, da se izloča iz maščevja. In če tega mašča je veliko, je tega leptina dovolj in ta načeloma bi mogel sporočiti možganom dovolj, zaloge energije dovolj, nehajte me hraniti, ne, tako. Pri ljudeh za debelostjo se pa zgodi to, da se razvije odpornost na ta leptin in možgani več ne slišijo tega leptina, tako da izgubijo ta signal. In enako se zgodi s številnimi drugimi hormoni, tudi iz črevesja. Zdaj, zelo moderni hormoni so te hormoni, ki jih dejansko uporabljamo tudi kot zdravljenje. Tako da ne slišijo tudi več signalov iz črevesja, GLP-1, GIPA, tako da ta integracija je zelo motena. Drug nivo, na katerega se odzivajo možgani, so v bistvu te signali na okus pa užitek, te hedonistični signali in tudi to je moteno pri ljudeh z debelostjo. To je zelo podobno kot pri drugih odvisnostih, se lahko razvije tudi odvisnost od hrane, ampak za tem je neka biologija, to ni neka psihološka slabost teh ljudi. Zanimivo, če take ljudi recimo sprašuješ, koliko jih recimo sploh ne zazna, da so lačni, jejo zaradi tega, ker je pač čas za kosilo, sploh v resnici ne zaznajo, da so lačni, tudi ne zaznajo po obroku, da so siti, ne. Lahko bi jedli kar skozi, nimajo neke prave mere ali pa imajo zelo take izrazite cravinge, ko govorimo o odvisnosti, zelo sem sladko po večerji ali pa pred televizorjem nekaj bi zobo, a ne. Se imajo pravzaprav zelo podobno zgodbo, govorijo večinoma, a ne. Ja, in potem, ko to zdravimo, ko naslovimo možgane, uravnavanje tega apetita, zdaj s temi novimi sodobnimi zdravili,
A so vam povedali že, kako zgine ta... Jaz glih sem imela ta teden enega mladega, 32 let starega fanta z 136, telesno težo ima 136 kg. In on je zdaj že v procesu zdravljenja, zato ker ima visok tlak, visoke lipide, ima že eno karotido pri 32, mislim karotido, karotidno arterijo že ima obloge, v glavnem. In on mi je rekel, kaj on najbolj opazi. Mi je bilo prav zanimivo. On je baje cele noči sanja o tem, kaj bi on zajedel. To si sploh ne znaš predstavljati. Konstantno je rekel, kadar ni bil zaposlen z delom, je neki računalničar, kadar ni bil zaposlen, je razmišljal samo o tem, kaj bo jedel, kdaj bo jedel. Konstantno. In je rekel, da to mu je najbolj, ne to, da mogoče gre teža navzdol, ampak to, da tega več ni, da on sanja druge stvari. In to se mi zdi, živeti tak je verjetno res, ne? To sploh ne razmišljamo o tem. Ne? In je rekel, da je to nekaj neverjetnega, da to ni prej, on sam tudi opazil, da je to tisto, kar je narobe. Ne? Ja, jaz tudi nikoli nisem bila pozorna na ta prehranski šum, na te stalne usiljene misli o hrani, v katerih nam poročajo v bistvu ljudje z debelostjo. In tega res toliko, potem ko to sprašuješ, tega toliko slišiš, da sem prav presenečena vedno. In prav, da se res prav glava izčisti, izprazni in lahko se fokusira na druge stvari. Tako je, Jana, tako ker smo uvedli za te možgane, to je neka novost v zadnjih letih. Drugače razumemo to debelost, ne, se pravi, vemo, da ni več tako enostavno, kar se rekla, sam jej pa več se gibe, ne. Bistveno bolj kompleksno, ne, zakaj do tega pride. In zdaj, ko razumemo malo bolj to bolezen, so se v bistvu tudi razvili te drugi pristopi, ki smo jih že nakazali. Ne, tako, in imamo zdravila, ki naslavljajo točno te centre v možganih in delujejo predvsem prek tega, da regulirajo apetit. Ne volje, ljudje imajo blazno voljo, te, ki živijo za debelostjo. Res celo življenje se okrog tega včasih vrti. Ampak jim pomaga popravljati to biologijo, ne? Izboljša te signale iz periferije, zdaj možgani končno spet slišijo, kdaj so siti in kdaj ne. In zato se zdaj to da. Zdaj, kaj pa vloga življenjskega sloga? Bomo zdaj rekli, ok, zdaj pa imate zdravila, zdaj pa samo to pomemben. Vse ostalo pa lahko pozabite. Tako kot pri vsaki bolezni svetujemo, to so vedno prvi koraki. Vsi bolniki z arterijsko hipertenzijo, sladkorno boleznjo, to so vse posod enaki ukrepi. Se pravi, življenjski slog je seveda tisto, kar je prvo, na kar opozarjamo zdravniki in drugo zdravstveno osebje. Samo tako, kot smo se pogovarjali, vemo, da je domet tega pri zdravljenju debelosti omejen, tam 2-3%, maksimalno 5% lahko znižajo telesne teže z tako pomembnimi spremembami življenjskega stila. In še potem, kar ste govorili zdaj, tudi ko to opustijo, zelo hitro pridobijo telesno težo nazaj, ker da vzdržuješ tak življenjski slog, da zgubiš 5% telesne mase, so zelo strogi ukrepi. Brez kakršnih koli drugih. To se mi zdi pomembno, da naslovimo, ne? Zato ker zdaj z dietami vemo, da uspejo prehodno zgubiti telesno maso. Ampak potem pridobijo nazaj. In zdaj zakaj? Ne zato, ker bi bili leni, premalo discipline, ampak zato, ker se telo res trudi priti na tisto maksimalno telesno maso, ki je nastavljena, kar pomeni, da ko z dieto zgubijo to telesno maso, se povečajo hormoni lakote, zmanjšajo hormoni sitosti in to traja mesece po dieti. Zmanjša se poraba energije v mirovanju, med športno aktivnostjo, manj porabijo energije med hranjenjem, tako da zato so ti prilagoditveni mehanizmi. In nekje sem jaz prebrala, da v bistvu človek, ki je živel z debelostjo, za vzdrževanje te izgubljene telesne mase, bi mogel vsak dan vnesti bistveno manj kilokalorij, do 500 do 1000 manj kilokalorij in se 3-krat več gibati in biti telesno aktivno kot takrat, ko je v bistvu hujšal. Zdaj si predstavljaj, kako je to nevzdržno na dolgi rok, pa ne zdaj zaradi njegovih zavestnih odločitev ali pa popuščanja, ampak za te biologije v ozadju in teh prilagoditvenih mehanizmov. In tukaj smo, breme, ki ga človek nosi zaradi tega, ne, psihično, recimo razmišljanje, če si sam predstavljaš, če si že v osnovi, recimo,
temu podvržena, ne rečem. Pol pa se z nekim maksimalnim trudom. Tako. Ja, pacienti pogosto mi rečejo, kako so bili prizadeti ali pa žalostni ali pa užaljeni, ko jim je nekdo rekel, ne vem, da so leni ali pa da nič ne naredijo zase, pa se v bistvu ekstremno trudijo cel čas, ne? Mnogi ljudje res stalno na nekih dietah pazijo na vsak grižljaj, ki ga dajo v usta, pa jim ne rata prav, ne? In so potem, se mi zdi, tiste konstanten neuspeh in potem seveda to vpliva potem še na duševnost njihovo in na vse. Tako da nam danes te novi načini zdravljenja res lahko pomagajo, no? Nikakor pa ne nadomeščajo življenjskega sloga, gibanje in prehrana, prehranska terapija. Absolutno, mora biti samo dobiva neko novo mesto. In je nujno potrebna za varno uporabo teh zdravil. Tako da, če bo nekdo samo zdaj uporabljal ta zdravila, pa samo za hujšanje, ne? To ni zdravilo za hujšanje. Je to dobro, da si rekla, to Urša ali pa Jana rade naslovite. Zdaj, zakaj se skušamo izogibati tem terminom hujšanja? Kaj pomeni zdaj zdravljenje debelosti, kaj je hujšanje, zakaj moramo to hujšanje izkoreniti? Mene to res zelo moti. Vsakič, ko odprem 24 ur ali pa ne vem, nek portal in pol piše zdravila za hujšanje, to niso zdravila za hujšanje, to so zdravila za zdravljenje debelosti. Zdravljenje debelosti pa hujšanje sta dve ne popolnoma različni, ampak različni stvari. Z nekimi skupnimi točkami, se pravi, ko gledamo kilograme, ampak vse drugo je pa čist nekaj drugega, ne. Mi pri zdravljenju debelosti se zelo trudimo, da bi dosegli zdravje. Ne zanima nas toliko, koliko je manjšo število kilogramov, kot pa to, da ima človek, ne vem, boljš urejen tlak, da ima boljš urejene lipide, recimo pri vaših ženskah z neplodnostjo. Se pravi, neki drugi izidi. To je zelo pomembno, da poudarim. Nove cilje imamo. Drugi cilji so. Niso cilj padec številk na tehtnici, ampak je cilj, da mi izboljšamo zdravje nekih spremljajočih bolezni ali pa zapletov debelosti ali pa... Zato tudi ne bomo zdravili tistih, ki še nimajo teh zapletov. Točno tako, to sem hotela reči. Potem mogoče nismo razvili do konca teme, kaj je klinična in predklinična debelost. Še enkrat poudarjamo. Še enkrat poudarjamo. Torej, ni vseh 20% bolanih, pa ne samo zato, ker jih nismo prav z BMI-jem določili pa z meritvijo drugo antropometrično, ampak ker iščemo pridružene bolezni in zaplete debelosti. In to se mi zdi zelo pomembno, ker zdaj vsak specialist že zdravi te zaplete, samo ne damo jih na skupni imenovalec. In če bi ob arterijski hipertenziji, sladkorni bolezni, dislipidemiji, motnjah dihanja v spanju, jetrni steatozi, spalni apneji, govorili o istem imenovalcu, bi prišli na imenovalec povišane telesne mase, debelosti. In ko bomo začeli vsi zdravstveni delavci tako razmišljati in naslavljati bolnike oziroma osebe z debelostjo tudi za to krovno bolezen, bomo, mislim, da lahko več dosegli, ker mislim, da se nam manj zdravil bojo potem potrebovali. Manj drugih zdravil. Eno vrsto zdravil. Tako. Ne pa za zdravljenje vseh teh bolezni, debelosti mati, vseh teh bolezni. Tako da mislim, da smo mi tukaj zdaj prave, da naslovimo to stigmo, ki še vedno predvsem ali pa na prvi vrsti tudi med zdravstvenimi delavci obstaja, ker mi smo tisti, ki moramo to preseči in preiti na drugo terminologijo, drug način razmišljanja, ki se je pol razširil tudi med ljudmi, ne. Jana, daj podeli izide te raziskave, ki se je naredila med zdravstvenimi delavci in med zdravniki, kakšen je pogled zdravnikov v Sloveniji. V resnici zelo zanimivo. Sem bila presenečena. Mi smo pač vprašali zdravnike v eni anonimni anketi, pri kateri je tudi zdravniška zbornica sodelovala, da je to res bilo dostopno vsem. Kaj si mislijo o debelosti? Oni razumejo debelost kot bolezen, jo vidijo kot bolezen. No in kar je bilo meni osebno zelo zanimivo, je to, da po eni strani
čez 93% zdravnikov je reklo, ja, debelost je bolezen. Pa smo jih pa vprašali, če to pač njihovo profesionalno mnenje, ne? Kaj si pa oni v resnici mislijo, kaj oni čutijo? Oni čutijo v resnici, da je debelost bolezen, ali se jim zdi, da je to več bolj. In je bil skoraj 20% manj ljudi v resnici čuti, da je to bolezen. Se pravi, zdravniki prvi, ki bi mogli razumeti kronično bolezen, je zelo veliko razhajanje med tem, kar dejansko verjamejo, pa med tem, kar govorijo, ne? Že to je malo, kako si ti prepričljiv v zdravljenju človeka, če še samo resnici ne verjameš, da je bolana, ne? To je ena taka stvar. Po drugi strani pa tudi relativno slabo razumevanje tega, zakaj je to bolezen, ne? To, kar smo se prej zdaj vse pogovarjali o tem, kje je razlog, kaj tiči v ozadju. Iz te ankete tudi izhaja, da je čez 80% naših kolegov meni, da je lifestyle, se pravi zdrav življenjski slog, najboljša terapija za zdravljenje debelosti. Oziroma ne najboljša, najbolj učinkovita terapija za zdravljenje debelosti. Ne? Iz vsega tega, kar smo se zdaj, kar smo se prej pogovarjali, je zelo jasno, da to ni to. Si povedala, nekje do 5% recimo z življenjskim slogom lahko spremeniš, ko govorimo pa o debelosti kot taki, kjer bi ti želel zboljšati neka klinična stanja, s tem povezana bi mogel izgubiti vsaj 5% telesne mase. Torej, že z tega izhaja, da zdrav življenjski slog ne more biti najbolj ne more doseči tega cilja. Za večino bolezni pa tam med 10 pa 20%, da obnovimo zdravje. Mora biti bistveno večji, če hočeš nek zaplet ali pa neko komorbidnost v bistvu zboljšati, ne? Da dosežeš nek klinično pomemben učinek. Ja, in zdaj imamo res prvič v zgodovini na voljo varna pa učinkovita zdravila, ne? Da dosežemo te cilje, ki dejansko lahko tudi obnavljajo zdravje. Ne zdaj samo izguba nekaj kilogramov telesne mase, ampak pri ljudeh s klinično debelostjo, z bolezensko debelostjo, da zmanjšamo te zaplete ali pa celo, meni se zdi tudi odlično, tudi tega se nismo učili, da lahko ta začetna sladkorna bolezen ali pa prediabetes, da to lahko obrnemo na stanje normalne glikemije. To je nekaj neverjetnega, ne? Kar se tiče napredek. Pa mogoče rekla, če smem, da pa najtežje pri našem delu pa zdaj to, ne, mi to vse začnemo, ampak potem pacienta, ker pacient kakorkoli, pacienta pravzaprav, ne, tako, mislim, jaz res moram reči, imam ogromno pacientov, ki jih zdravim, njih pravzaprav najbolj zanima teža, ampak naše delo je pa najtežje to, da jih vedno znova preprečujemo, da ne zdravimo telesne teže, ne znižujemo, da mi jih zdravimo, zato da bojo imeli manj, ne vem, zapletov takšnih in drugačnih in več čas to poudarjamo in da jim dopovemo, ker oni, ko shujšajo en tisti del, ne, so oni dostikrat kar zadovoljni in bi dali zdravila proč, ne. In se mi zdi, da je tisto delo, ki ga moramo potem vsi zdravstveni delavci, medicinske sestre, mi, vsi tisti, ne vem, ki se z njimi ukvarjajo, da jim govorimo, ne, gre za zdravljenje, mi hočemo, da boste vi zdravi, ne, in jih potem nagovarjati in k temu vsiliti. Ker je pa super, ker pa vidiš, da ukinjaš celo kakšne antihipertenzive ali pa vsaj zmanjšuješ, preddiabetes je fantastično, mislim, ljudje so resnično... Maščoba se iz jeter, ker vam posrka se jeterni testi normalizirajo, lipidi se popravijo. Neverjetno, ne. Res tako, da si zadovoljen, ampak vidim pa, da paciente pa kljub temu, čeprav jim potem pokažeš, poglejte, krasne izvide imate, gledajte, kako imate to krasno, lažje dihate, boljše spite, boljše se, duševno zdravje je bistveno boljše, ne. Ampak oni vseeno, njim je najbolj pomembno to, ne, tako da zdaj jaz v svojem ambulanti sem celo nehala bolnike večinoma tehtati, razen kadar izrecno to želijo, ker nočem več temu toliko pozornosti polagati, ne, sami izgubi teže. Ja, to se mi zdi zelo pomembno. Tako. In tudi na začetku uskladimo cilje, ne. Sem vprašala zdaj v prejšnjem temu, zakaj pa vam pomembno, ne, da bi zdravila debelost. Pa rekla, zato, ker bi se rada tako počutila, ker sem se pred 10 leti, ker sem imela 15 kilogramov manj. Jaz sem pa zadihana, težko upravljam že vsakdanje opravila. In to je bil njen cilj, ne. Potem so pa naredile laboratorijske preiskave, pogledane so videli, da ima hipertenzijo, prediabetes, lipide visoke, da je ta anksioznost večja, ker skrbi, kaj bo zdaj, ker je
perimenopauza proti menopauzi. In sva dodala ti cilj, sva rekla, ok, vam je pomembno, da izgubite telesno maso, zato da boste manj zadihana, ne? Ampak poglejte zraven, pa želiva zdrav debelost, zato da ne boste imeli več preddiabetesa, da mogoče ne boste rabili zdravil za pritisk, da se bodo maščobe, lipidi izboljšali. Tako da je to tisto, kar moramo prepoznati, izmeriti in zato zdravimo debelost. Tako. Zanimivo, se naši pacienti v bistvu res počutijo zdravi, a ne? Ja. Čeprav je, ko laboratorij pogledaš, je pol temno pobarvanega, ker so neka odstopanja, ampak oni se še vedno počutijo zdravi in njim to v resnici ni pomembno, ne? Ker jih ne boli. Visok pritisk ne boli, visok sladkor se v začetku ne boli. Zdaj, če smo koga prepričali, da bi začel razmišljati o svoji telesni masi in debelosti. Zdaj, kakšna je ta pot? Kje naj začne pot? Na koga naj se obrne, Alenka? Jaz mislim, da se bo vedno obrnil najprej na nas, ker smo vseeno neki vstop v ves sistem, družinskemu zdravniku, družinskemu zdravniku in tam bo tudi dobil, upajmo, ne, kljub tej stigmi, ne, ki je tudi med našimi kolegi, vseeno vsaj nek začetni nasvet. In potem... Pa to naj ne bo manj jejte, pa več si. Točno to, ne bo to, ne, ampak se mi zdi, da vsak tak bolnik, ki pride z eno tako težavo, da dobi vse te, da ne vem, da ga zmerimo, da naredimo laboratorij, da nekako predebatiramo stvari, ki jih ima in vidimo, ne, ali potrebuje neke vrste zdravljenje, ali potrebuje samo kako spremembo, ne vem, nek taki čist konkreten nasvet, ne vem, glede kakega gibanja recimo, ne, če to gre za neko predklinično debelost. Tako da jaz mislim, da smo mi vstopna točka. Zakaj pa, če pacienta skrbi, moj zdravnik je pa toliko zaposlen, pa nima časa, pa se ne more s tem ukvarjati. Kaj mu sporočamo? Pa velikrat sem bil že, pa nikoli me ni vprašal o telesni masi, nisva načela tega pogovora. Kaj sporočamo ljudem? Ja. A naj sam odpre? Naj sam odpre to temo, čeprav moram reči, da to se kar bolj redko zgodi. Okay. V zadnjem času malo več, odkar je več reklame na to temo mogoče, ampak drugače... Ni nič narobe, če sam. Nič ni narobe, če sam, mi smo tega zelo, zelo veseli. Mislim pa in upam, no, da bomo pa zdravniki na vseh nivojih sami to prepoznali. Ne, ker pride bolnik z visokim tlakom, absolutno pretežek, ampak tlak se bomo zapičili, ga uredili, o težjega pa niti vprašali ne bomo. Ne? Ja, točno to. Dosti oseb s debelostjo se vodi pri specialistih zaradi drugih pridruženih bolezni. Točno to. In če bodo te specialisti prevzeli odgovornost, tako kot mi želimo, da jo, tako kot jih zdaj izobražujemo, govorimo o tem na strokovnih srečanjih, pišemo članke, beremo. In upam, da bomo vsakega specialista prepričali, da vsaj priporočilo napiše, da začne z bolnikom o tem govoriti in torej skupni imenovalec začne naslavljati, ker bo potem tudi zdravnik družinske medicine dosti bolj suvereno nastopil v tem in bo imel neko potrdilo, da je to res pot, po kateri naj pelje bolnika. Tako da specialisti imajo tu vlogo mentorjev in tudi vlogo kako bi temu rekla, prepričevalcev. Mogoče. Mislim, mogoče gledam z mojega zornega kota kot družinski zdravnik, ne. Jaz nekako imam občutek, no, da bolniki vseeno nam najbolj zaupajo. In veste, ko pride bolnik z kakršnega koli specialističnega pregleda, prije k nam vprašati, če je vse v redu naredo pri specialistu. In se mi zdi, da pač tudi tu vsekakor, no, Meni se bolj zdi, da dobijo pol zdravniki družinske medicine potrditev, da je to res prava pot, ne, še neka dodatna mnenja. Definitivno, ne, seveda šteje, absolutno, ampak vseeno si mislim, no, da bolniki vseeno stopajo skozi naša vrata najprej in jaz si strašno želim, da bi mi debelost obravnavali enako kot hipertenzijo, kot hiperlipidemijo, kot depresijo, kot karkoli, ne. In bi to bilo neka nadbolezen, točno to. Čist ena izmed bolezni. In ko si to ponotraniš sam pri sebi v glavi, tudi pogovor načet o tem ni težko, tudi ti ni, ne vem, se veste, zdravnikov nam je ponavadi, ko vemo, da bo pacientu bi lahko bilo nerodno, tudi nam nerodno, ampak ko pa nekako se s tem popolnoma normaliziraš v svoji glavi, se tudi o tem pogovarjaš čisto normalno in bolniki so zelo hvaležni.
ko enkrat to temo odpreš. Zdaj, kaj pa, če ga skrbi, bom jaz odprl to temo danes svojo zdravnico, ampak se bojim, da bo pa spet rekla samo več jej, pa manj jej pa več se gibaj. A ima možnost pri družinskem zdravniku se pogovoriti o teh novih zdravilih, ki smo jih danes omenjali, a ima možnost dobiti pri družinskem zdravniku recepte za ta zdravila, kako gre ta pot? Ja, seveda, če bo pač on odprl, bo zdravnik odprl, ima pri družinskem zdravniku absolutno vso možnost, da dobi vsa zdravila predpisana, dobi vse nasvete, kako jih uporabiti, poučimo ga o vseh stranskih učinkih. Poleg tega pa še vsaka referenčna sestra v ambulanti družinske medicine ima podobna navodila, ponavadi si tak tim med sabo si to nekako razdelimo, kako bo ona to naredila. In si, vsaj jaz imam fenomenalno referenčno sestro, s katero si midve to kar delima. Jaz začnem, ona potem to spremlja in se mi zdi krasno. In to mislim, da je možno čisto pri vsakem družinskem zdravniku v Sloveniji. In tudi vidim, da vedno več mojih kolegov je prav postaje vedno bolj zainteresiranih za to. To je odlična novica. To je odlična novica. S tem, da je res, da seveda, tako kot vsi smo zelo preobremenjeni in mogoče imaš občutek včasih, da je težko si vzeti, ker tega ne moreš v 7 minutah odpraviti. Ne? Ampak jaz zdaj že imam tako, da pri nas take paciente včasih probamo naročiti bolj na kasnejši del ambulante, ko si lahko vzamemo malo več časa, pa tudi vedno si ga lahko vzamemo, kot si ga želimo. Ne? Pa še med timi se malo razporedi. Še med timi se razporedi in je potem to lažje. Že pa zelo hitro naletimo, ko prepoznamo bolnika, ko bi mu koristila ta zdravila, ko bi res izboljšala zdravje, na realnost. Zdaj ta zdravila so plačljiva, so samoplačniška in na drugo realnost, ki pa je povezana s tem, da je debelost kronična bolezen, da je načeloma predvideno dolgotrajno zdravljenje. Zdaj, Jana, kako ti nasloviš ta dva izziva? A to se zmenite ob prvem pregledu? Ob prvem pregledu, ja. Mislim, to je pač ena od stvari, če človek naj razume, o čem se sploh pogovarjamo. Jaz se s svojimi pacienti pogovorim, jaz imam na srečo več časa in razložim vse od tega, zakaj do tega prihaja, na kak način, tudi o možganih se pogovarjamo, o hormonih se pogovarjamo in seveda, ko na koncu zberemo način zdravljenja, ne bo jasno, nekateri se tudi ne odločijo za farmakoterapijo ali pa recimo pri nekaterih pol pridemo tudi do bariatrične kirurgije. Sej pač modalitet zdravljenja je več, pač nekako stopenjsko ne bi šle. Ampak recimo konkretno pri zdravilih, jaz jim povem, da to pač na žalost je zaenkrat to, predvideva se terapija, ki je dolgotrajna. Res upam, da se bojo pač cene, ki so res visoke, na nek način znižale, ampak jaz jih to opozorim, zato ker se mi zdi zelo pomembno, da vejo, kaj se spuščajo. Se pravi, morajo vedeti, da je to predvideno dolgotrajna terapija, morajo vedeti, da ko jo bojo nehali jemati, je zelo velika verjetnost, da bojo težo pridobili nazaj. En zelo mali delež je takih, ki ne, se pravi, velika večina pridobi težo nazaj in s tem pol nekaj zelo pametnega nismo dosegli. Oziroma lahko celo škodimo. Ja, tako. Tako kot po dietah so potem skali ti efekti gor in dol. Tako, ima svoje posledice in to je tudi nekaj, kar je v bistvu slabo. Se pravi, oni se morajo od štarta zavedati, v kaj se spuščajo, kaj to pomeni in načeloma je pol tudi sodelovanje pri zdravljenju bistveno boljše ali pa bolj uspešno, ko pa če ti nekaj zelo na hiter. Tule se mi zdi zelo pomembno, da tudi pacienti razumejo, zakaj, kaj, kako dolgo in da to nekako res akceptirajo, da res sprejmejo to, ker se pol naprej veliko lažje pogovarjamo. Ja, zdaj zelo pomembno sporočilo se mi zdi, ki ga skušamo vse osvetliti, je to, da zdravniki izberemo odgovorno tistega bolnika, ki bo imel neke večje koristi od tega zdravljenja. Absolutno, da bojo koristi večje od potencialnih neželenih učinkov. In da bo ta investment v obnovo zdravja se izplačal. Tako da absolutno smo proti rekreacijskemu hujšanju pred poletjem, da bo vsak let imel za nekaj mesecev te zdravila. Ker Urša, kaj opažaš zdaj? Mi smo veliko takih zgodb, ko so bili na zdravilu, pa so potem nehali. Kaj se potem zgodi, ko pridejo
po opustitvi teh zdravil nazaj. Nažalost pridobijo telesno Ja. težo, spet se poslabšajo kronične bolezni, ki smo jih poskušali preprečiti ali zdraviti z zdravljenjem debelosti. Po drugi strani pa v ambulante prihajajo tudi, rečemo, predvsem mlajše ženske, ki si po medicinskih kriterijih še ne bi zaslužile, ne bi bile kandidati za zdravljenje s farmakoterapijo, pa to točno želijo samo zaradi estetskih razlogov. Ja, To odsvetujemo. Ne? to absolutno Ja. odsvetujemo, ne. Ker izpostavljamo potem nepotrebnim, neželenim učinkom. Zdravila delujejo toliko časa, dokler jih dajemo, potem bo prišlo do Tako, ponovitve. do ponovitve. In verjetno zdaj ne bo telesna sestava niti več taka kot izhodiščno, če bo ta jojo efekt, ampak Bo bojo slabša. imeli več maščeve. Zato mi jaz vedno mišične hočem, tudi mase. ko pridejo take dame, ne, Ja, pred poletjem, ja. in prav to hočem vedno razložiti. Ne, jaz sem Ja. vam naredila slabo, če boste Ja. dobili to zdravilo, ne. Ja. Ampak In ja. tudi, ko bo pa mogoče čez nekaj let to zdravilo rabo, res rabila, točno to, ne, ja. bo pa odzivno zelo verjetno slabša. Slabša. Ne. Ja, točno. Tako da res ta odgovornost in izbira primernih bolnikov zelo pomembna je. Tukaj je predvsem na strani zdravnikov, da se tega Ja, lotevamo resno, ne, kot Ja, pri ja. zdravljenju kroničnih Tako. bolezni. Zdaj pa ogromno se seveda govori tudi o neželenih učinkih. Kako pa to komunicirate? Najpogostejši, Urša? Ja, najpogostejši so slabosti, bruhanje. Jaz imam tudi občutek, če si lahko vzameš čas za bolnika in se z njim pogovoriš, predvidiš vse zaplete zdravljenja oziroma vse stranske učinke možne, nakažeš tudi, da so možnosti, kako jih vse oblažiti, preprečiti, da lažje tudi prenesejo morebitne stranske učinke, ker vemo, da če mogoče te prve tedne ob uvedbi zdravila to prebrodijo, da se mogoče navadi telo, si spremenijo toliko prehrano, življenjski slog, da jim potem to zdravljenje vseeno vztraja v zdravljenju. Ne? A imate izkušnje, da veliko bolnikov neha zaradi neželenih učinkov in imate terapijo? Ne. Moram reči, da zelo redko opustijo terapijo, ampak tako točno to, kot je rekla Urša, ko jim to poveš, se mi zdi, da je motiviranost za zdravljenje praviloma, mogoče tudi iz razloga, da je zdravilo plačljivo, ampak je motiviranost tako velika, da včasih spomnim se ene gospe, no, ko sem rekla, ne bo šlo, moramo nehati. Ne. In je zelo, zelo dolgo vztrajala z bruhanjem. 2-3 dni sicer v tednu, ampak vseeno težko tako živeti, ampak ni želela prenehati. Tako da smo skoraj morali, mislim, sem rekla tako, zdaj pa Ne pišem več. ni več, ne. Zelo, zelo redko nehajo, ne. Vse po mojih izkušnjah. Ja, Ja, neki ta motiv. Mislim, nekaj je, a ne, nekaj je vseeno, nekaj je tudi takih, ki imajo pač neželjene učinke. Take, Seveda da imajo pač, neželjene a ne, učinke. se mi pa treba zdi, da prekiniti zdravljenje, tak, ne. tako, ampak da če jih ti v bistvu primerno informiraš, tam ono tehtanje, tveganje, koristi in tako naprej, da je to, a ne, motivacija je malo drugačna. Je pa tudi nekaj takih, ki se ne odločijo, a ne, ki reče, lejte, meni se zdaj v tem, ne vem, informaciji se mi zdi še vseeno, da jih je Ja, premalo res ima in tudi se ne nekaj odločijo. Pa se mi zdi, da je to boljš, kot pa da bi nekako forsiral z nekim stalnim vprašanjem v ozadju, a ne. Ne, absolutno, ta informiran posvet je obvezen. Ne. Kako pa s prebavo, a se vas zdi, da imajo dovolj težav, več diareja, so bolj zaprti? Bolj zaprtje, čeprav po študijah bolj diareja, a ne, ampak v realnem življenju se mi tudi zdi bolj več zaprtje. zaprtje. Mogoče je tudi Kako pa tule, to naslovimo, kakšni so mi ukrepi? mogoče malo premalo, tudi, mislim, to mene preseneti, poudarjamo tudi hidracijo, To, a ne. to sem hotela. Ker mogoče tudi, ja, mogoče tudi zaradi tega, a ne, da malo premalo poudarjamo hidracijo in mogoče zaradi tega imajo težave z zaprtjem. No. Se mi zdi, ne samo zaradi, mi hočemo s tem tudi, ne vem, prebavne sokove nekako razredčiti, ali pa po domače povem, manj teh žolčnih kamnov, nastajanja žolčnih kamnov in teh stvari, ampak tudi zaradi samega zaprtja in to je to pomembno. No.
pa še nekaj zelo skrbi, se mi zdi, ker veliko o tem govorimo in tudi prav, da o tem govorimo. Zdaj, pri vsaki redukciji telesne mase, pri vsakem hujšanju in z dietami in s kirurgijo in seveda enako tudi zdravili, se ne izgublja samo maščeve. Izgublja se tudi mišična masa, kostna masa. Zdaj, kakšna so dejstva glede tega in kako se borimo, da bo v bistvu redukcija telesne mase zdrava, da bo šla predvsem na račun maščeva in da bomo poskušali čim bolj ohranjati mišice. Ohranjamo, če jih uporabljamo. Jaz to vsem pacientom povem, jaz sem tudi sicer ljubiteljica telesne aktivnosti. Jana je maratonka. Zelo pomembno. Mislim, je pa zanimivo to, da tudi oni nekako kar malo bolj dobijo neko motivacijo ob tem. Se mi zdi, da tako da jim zdravila pomagajo malo bolj zdravo prehrano zbirati in tudi pol, kar se telesne aktivnosti tiče, so nekako bolj motivirani, bolj zainteresirani. Ne, to samo to je res. Točno to se opažamo in tudi raziskave so to potrdile, da je to vstopna točka, so zdravila in potem se življenjski slog bistveno lažje spremeni. In tudi to, recimo, na kak način se mišica kot taka spremeni. Zdaj pač imamo tudi študije, ki se prav s tem ukvarjajo, na kak način se sestava mišičnine kot take spremeni. Tudi v bistvu funkcijsko se mišice popravijo. Tako da v vsakem primeru neka izguba mišične mase zagotovo je, ampak ob pravem načinu, pravi podpori. Predvsem telesna aktivnostjo. Tako pa seveda z prehrano, ki ima dovolj beljakovin, lahko to res na minimum oziroma pač da gre to na tak način, kot je treba. Ja, ne smemo pa tudi poenostavljati za teh ocen mišičnega zdravja, ker zdaj govorimo samo o tem, kako se mišična masa manjša, če v bistvu človeka zdravimo s temi zdravili. Ampak tako, kot si rekla, mišica se že volumen zmanjša, skratka, ampak zdaj imamo že nove podatke z magneti, ker se vidi, kako se v bistvu ta mišica razmasti in gre ven iz mišice maščevja in rata bistveno bolj kakovostna, izklesana in tudi dela boljš. To, kako dela boljš, vidimo tako Urša preko inzulinske odpornosti, ki se zmanjša, in se v bistvu preddiabetes pa diabetes urejenost izboljša, ker mišice boljš delajo. Mišice so zelo pomembne pri uravnavanju glukoze. Hkrati pa vidimo, da se tudi telesne kompetence popravijo. Tako da zdaj, če je to celostno zdravljenje, da ob zdravilih še enkrat poudarjamo tudi absolutno gibanje in prehrano kot terapijo, da potem je to v tem smislu varno zdravljenje debelosti. Kaj pa raki? A ta zdravila povzročajo rake ali ne povzročajo rakov? To tudi beremo v novicah. Predvsem je dejavnik tveganja za številna rakova obolenja debelost. Točno to. In to jim tudi vedno res sprašujejo. Sicer ne vem, najbolje vsej v moji ambulanti vse zanima rak trebušne slinavke, da je to edino, dostikrat to nekje preberejo in potem se res dosti o tem pogovarjamo, ampak jaz vedno rečem, gledajte, prvi dejavnik tveganja za nastanek mnogih rakov je predvsem vaša debelost. In potem pač nekako preko tega potem probaš te stvari nekako razložiti, da ne bo dobil. Zaenkrat ni nobenih dokazov, ki bi to potrjevali. To učinek zdravja, ampak so bolj ta tveganja povezana samo debelostjo, samim diabetesom in temi zapleti debelosti. A še kaj opažate, da bolnike skrbi? Mogoče predvsem mlajše, kar se tiče plodnosti oziroma neplodnosti. To je tudi ena stvar, ki se mi zdi pomembna za poudariti pri mlajših osebah, da je treba pač uporabljati zanesljivo zaščito. Tako da so s temi zdravili se ne sme zanositi. Tako. Čeprav se plodnost pa izboljša. To je to potrebno poudariti. Na to res treba opozoriti. In je treba nosečnost načrtovati. Tako da se ta zdravila pravočasno ukinja. Kaj pa potem? Zdaj bom pa rekla, zdaj bom pa jaz zanosila, preneha s temi zdravili.
A potem tako žensko kar pustimo in rečemo, ok, zdaj se pa več Taka ne pa zdravite, pa več ne rabi- hodite k meni. Ja, ta Kaj pa rabi nosečnost tako? rabi res toliko podpore glede hranjenja, Tako. glede gibanja, Ja. ker ponavadi gre teža kar precej gor, ne. Mhm. Tako da jo tudi treba na to opozoriti, no, da bo verjetno kar Ja. šlo precej navzgor, tako da nekako, da zvozi z čim manjšim dvigom teže, ne. Prirastom. Ja, porastom teže. Zdaj, kaj uporabljate tako v tej celostni obravnavi debelosti, ko smo rekli, ok, zdravila, ampak vedno v kombinaciji z gibalno pa prehransko terapijo. Absolutno. Kakšne so izkušnje s centri za krepitve zdravja? Kam lahko potem sploh usmerimo bolnike za to celostno obravnavo? A imamo To se mi zdi, da je kar razlika vse povsod. Verjetno je to kar različno. Ja. Zdaj, pri nas konkretno, no, imajo mnogo delavnic v okviru Centra za krepitev zdravja. Potem imamo kineziološko službo, ki jih nauči individualno vsakega recimo delati pravilne vaje. Potem imajo na voljo fitness, na katerega lahko hodijo. Ne? Recimo jaz starostnike konkretno, jaz jih, tako da me že tam poznajo v našem delu, jaz jim prav svetujem, da začnejo hoditi v fitness. Ne? In to taki starostniki že skoraj. Ampak teh pa ne dajemo tako pogosto na to zdravilo. Ne, tako ne dajemo pogosto na to zdravilo, ampak tako se mi zdi, no, da se izboljšuje. da se izboljšuje. Pa zdaj, mogoče starostniki, sem rekla, ne, Ja. mlajši od 65 let, bi rekla. Tako bolj v mojih letih mogoče. Ampak ja, definitivno. No, tako da, Zdaj, če ne more pa nekdo uporabljati te formalne Strukture, ne. strukture, Ja. Ali mu odrečemo to terapijo, ali zaupamo, da bo pa sam sledil nekim navodilom. Potrebne. To se zelo To hitro je vidi, individualno. v bistvu. Ja. Kako to sledimo? Jaz imam no, da vemo? ljudi, recimo, povej. ki ne morajo se, eni se ne morajo udeleževati. Recimo, Ja. imam ljudi, ki pravzaprav ne morajo hoditi, ampak so se pripravljeni, imajo individualno, ne vem, kineziologa, ki z njimi dela. Ne. A pa je to vedno potrebno, ali lahko tudi z enostavno samodisciplino? Bom rekla tako, pri Sledi. takih, ki so, meni se zdi vseeno fajn, da je to v nekem formalnem, a ne, vse na začetku mogoče. tako, Ne? Ja. tako. Veliko je takih, ki potrebujejo res individualno obravnavo, kar se tega tiče, ali pa imajo recimo, veliko jih ima neke pridružene ortopedske zaplete, artrozo kolen in tako naprej, kjer si tudi ne želiš, da bojo z neki, da si bojo v fitnessu, ne vem, neki poškodovali ali kakorkoli. A ne. V takem primeru recimo jaz se zmenim, pa mi reče, imam osebnega trenerja, imam kineziologa, se mi zdi, da tudi to gre. Tako da zelo različne. Ja, različni so, ni vse za vse. No. Ja, Ja. tako je. Ampak je zanimivo videti, recimo jaz pač delam v okolju, ki je tudi delno tako ruralno, ne? Da tudi ljudje, ne vem, ki delajo na kmetiji, me preseneti, no, ker sčasoma ob terapiji, ko ljudje pač vidijo vse te fine učinke, ne, same terapije, ko se stvari jim popravijo, dobijo res tako motivacijo, da se začnejo gibati in se neka ženska, kmečka ženska, ki itak dela cel dan na polju, še zraven zvečer telovadi, sama od sebe. Jaz tudi vidim take Ja. transformacije. Ne? Ja, Tako, to je neverjetno in ja. se mi zdi, res je neki switch. Ja. Ja. Zdaj, a slišite to, da po nekaj mesecih zdravljenja pa pridejo nazaj in rečejo, zdaj bom pa ta zdravila več ne delajo. Lepo smo hujšali, super je bilo, spet se osredotočili na to težo, potem se pa to ustavili, pa še malo se začne ta lakota vračati, ne? Tako spet se neke vsiljene misli v hrani vrnejo. Ne? A to pomeni zdaj odpoved zdravljenja, kaj moramo tukaj narediti? Vsekakor ne, to ni odpoved zdravljenja, ampak to kot še ena od mnogih stvari, ki jih moraš na začetku razjasniti. To je, ne. tako. Jaz jim na začetku povem, da je to zdaj Da imamo več faz tako, da imamo več faz tega. in da na začetku, če bo stvar delovala tako, kot je treba, se bojo super počutili, vse se bo, a ne, ampak glede na to, kako imamo mi kompleksni mehanizem, recimo apetita pri nas, da se pač to po nekih, čez nekaj časa, po nekih novih poteh tako spostavi in da se bo to ponovno pojavilo in da v tem času imajo oni priložnost, da spremenijo svoje navade in prehranjevalne in gibalne in tako naprej. In da
čez nekaj časa se bo apetit vrnil, kar ne pomeni, da zdravila ne delujejo. In jim v bistvu razložim, na kak način to poteka in vsi ostali učinki bojo pač ostali. Ja, in zdravila v tej Delujejo. fazi, ne, ko smo v fazi stabilizacije, ne, preprečujejo ravno te prilagoditvene mehanizme, da gre Da bi šlo teža navzgor, nazaj ne. gor. Ker Ja. če bo nehal, bo šlo to nazaj gor, pa ne se bo naše zaradi telo krivde normalno zdravil, ampak odzvalo, se bo tako telo je. odzvalo tako, kot se odzove po dietah. Tako da Ja. v tej drugi fazi zdravljenja je pomembno, da zniža to nastavitveno točko za tisto maščobo. Hkrati pa zelo pomembno, ne, da tam še enkrat poudarimo, da so cilji zdravljenja čez nekaj drugega, kot tista tehtnica pa kilogrami. In to imamo že ogromno podatkov, kako se šele v 2., 3. letu zdravljenja, ne, ko teža že zdavnaj stoji telesna masa, čistijo jetra, izboljšuje ledvična funkcija in v bistvu obnavlja zdravje teh notranjih organov, ki so bili poškodovana funkcionalno zaradi tega presežnega škodljivega maščevja. Tako da laboratorijski izvidi se pa še vedno zelo pomembno izboljšujejo, tudi takrat, ko na prvi pogled na zunaj se nič več ne dogaja. Ne, tako, Je pa zanimivo, da to pacientom že na začetku poveš, pa jaz jim za ta plato, da se bo to zgodilo, jim govorim. Ampak ko se pa je neka zgodi, panika, ne? vsi pridejo, zdaj pa je to tu, ne, tako da, ja. Okay. Zdaj je bilo obdobje, ko je zdravil zmanjkvalo. A nas to zdaj še skrbi? In to je bilo to res slabo, ne? Ta prekinjanja, ponovna uvajanja. Zdaj upamo, da upamo stabilno obdobje. Še kakšna izkušnja, tako zgodbe? Zgodbe. Zanimivo. Imamo verjetno vse polno zgodb, ne? Ja, ne, vse imamo vse, ne, verjetno. Za zaključek. Ja, jaz moram reči to, no, da mi je prav v veliko veselje mi je, ko lahko enemu bolniku z debelostjo, z vsemi pridruženimi boleznimi, pomagam na način, oziroma da mu lahko pomagam, in kaj me najbolj razveseli, no, to bi rada povedala, da ko recimo tak bolnik pride k meni čez nekaj mesecev, ponovno že z bistveno izboljšanimi izvidi in tudi sam dosti bolj zadovoljen. Najbolj všeč mi je to, ko stopi skozi vrata, tak duševno spremenjen, bi rekla, vesel, malo važen, malo taki. Sicer on vidi samo svojo težo, ne? Ampak jaz pa vidim še vse tisto od zadaj in se mi zdi tako fajn, ne? Da nekako ljudi, ki so prej se toliko let mučili, nekako v sebi nosili neke take stvari, za katere sploh nisem vedela, da obstajajo, neke stalne misli o hrani in neko stalno mučenje, pridejo veseli, ponosni, povejo, da so si kupili, ne vem, novo usnjeno jakno, da imajo motor. Mislim, take stvari, ki so, mogoče zdaj hecno zvenijo, ampak dejansko ljudje pridejo za drugačno življenjsko energijo nazaj v ambulanto in to se mi zdi mi je fajn. Seveda mi je fajn, da se tudi vse tiste zdravstvene stvari zraven popravljajo, ampak tudi to, da so oni drugačni, mi je tako nekako fajn videti kot njihovemu osebnemu zdravniku. Ampak zdaj kljub temu, da so ta zdravila tako dobra, da smo naredili tak napredek pri zdravljenju debelosti, se pa še vedno zelo pogosto dogaja, ne, da ravno ta vztrajnost, ne, pa je problem, ne, ta adherenca, tako da v realni klinični praksi velikokrat vidimo, da kljub vsem tem dobrim učinkom pa ljudje zdravila nehajo imeti. Zdaj po letu, po 2 letih, kako pa nagovorimo zdaj takrat bolnika? Ali pa če vas vprašajo, ali jaz bom mogel to za cel življenje, jaz sem pa zdaj dosegel vse te cilje, nimam več prediabetesa, imam tisto težo, ko sem se jo začel, jaz bom pa zdaj to nehal, ali pa rečejo, mene pa vseeno malo slabo, pa zdaj tega občutka več nočem, ali pa jaz tega finančno več ne zmorem. To je največkrat težava. Ne, tako, kaj pa potem lahko ponudimo? Boleznih svetujemo nadaljevanje terapije. Jaz jih vedno na nek način... Ampak jaz ne zmorem več tega. Jaz jih na nek način tolažim, da bo raziskave pokazale s časoma, če so kakšne strategije, ki bo lahko ali zmanjševale odmerke inzulina, podaljšale čas med aplikacijama, da dokler raziskav na to temo še ni, da se držimo. Terapija se bo pocenila, generiki bodo prišli, zavarovalnica bo naredila nove konstrukte, ampak zdaj pa v tem momentu se pa to še vedno dogaja. Jana, mogoče kaj, kako se ti tega lotevaš?
To je pri nas kar izziv, se mi zdi. Ja, je. Mi zelo velikokrat, mislim, se prepreči, če on reče, da pač ne bo, ne more, ne more, pa se želi, pa ne zmore več. Ja. Meni se to tudi dogaja, takrat rečem, ok, pač mi poskusite počakamo, vzdrževati za življenjskim slogom, to ojačati, ampak potem pa rečemo, pridite nazaj, ne, ob zdrsu, ne ob popolnem relapsu, ne. In velikokrat se zgodi, ne. Malo se nakaže navzgor, pač da pride. In takrat pride, se da nek nov načrt narediti vse, tako da pustimo odprta vrata, no. Da ne rečemo, ok, zdaj se pa nočete več zdraviti, ne morete več zdraviti, zdaj pa mene več ne rabite, ne. Zdravniki moramo ostati ravno takrat, če toliko bolj z njimi, ne, tako, točno to, res je. Ponuditi, mislim, odpirati vrata in tudi naročiti na kontrole. To je kronična bolezen, ki je nikako ne smemo nehati spremljati tudi takrat, ko ne bo na farmakološkem zdravljenju. Seveda. Z nami ostanejo še vedno bolan, do konca življenja. Točno, on je še vedno bolan. Isto bolezen je zelo pomembno, tako kot družinski zdravniki to pač znate zdraviti in spremljati kronične bolezni. Ne, tako. Še vidve zaključne misli. A smo vse povedali? Ne vem, če imam še kako. Se mi zdi pač, da smo to, meni se zdi zelo pomembno to, da se loči to res hujšanje, rekreativno hujšanje, pa ker to namen je samo teža, ne, tako niti, mislim, samo indicirana izguba telesne mase in to nima popolnoma nobene veze z zdravljenjem debelosti, o čemer smo danes govorili. To se mi zdi, da je eno tako sporočilo, ki bi ga je želela predati. Jaz bi pa želela, tako kot sem že dostikrat rekla, da želim, da se ta dobro znanje razširi na naše kolege in da začne aktivno se ukvarjati s to boleznijo. Mi smo, govorimo o tem, ampak nas je premalo, tako da družinski zdravniki družinske medicine so sigurno prvi tukaj, ki imajo možnost, da to spremenijo. Ja, vse prevalentne bolezni v bistvu smo obvladali oziroma nadzorovali, ko so to prevzeli družinski zdravniki. Ja, in tako kot je Alenka lepo rekla, obstajajo taki preventivni programi, kjer zdaj lahko to zraven vključuješ in jaz mislim, da je Slovenija zelo dobra v tem. Res je. In to je samo en korak več k obravnavi. Ja, in na nek način je zdaj ta doba, ne, te medicine debelosti neka prelomna, tako kot smo imeli že v zgodovini obdobja, recimo odkritja inzulina. Jaz vidim to tudi kot priložnost, da mi to ozavestimo, ne, to pomembno obdobje in da poglobimo, ne, tako, in znanstveniki in klinični zdravniki razumevanje debelosti, ker ogromno stvari še ne vemo, niti o bolezni sami, zdaj dajemo pod en dežnik verjetno številne oblike debelosti, ne, številne vzroke, ne znamo prav dobro še meriti, kaj je pomembno, kaj ni pomembno, ne, tako da tukaj sigurno moramo razumevanje zelo poglobiti in absolutno tudi znanje, razumevanje te sodobne terapije, dolgoročno varno spremljati, tako da obdobje, ki zahteva neko res odgovorno, budnostno in uravnoteženo umeščanje zdaj v to sodobno obravnavo. Iskrena hvala vsem, drage moje, za to popoldne, za to zanimivo debato. Hvala.